Najprej bi se rada zahvalila, da ste se danes odzvali našemu vabilu na to izjavo. S tem dokazujete, da vam je pravzaprav mar tudi za stroko. Kot veste, smo imeli danes na pobudo Nove Slovenije sklicana dva odbora, odbor za zdravstvo in odbor za kmetijstvo, da bi skupaj pred slovensko javnostjo razpravljali o prehranskih smernicah. Naj spomnim, da smo bili opozorjeni s strani strokovnjakov za prehrano, da je bila manjša skupina ljudi pozvana s strani predsednika vlade, da pripravi programske smernice. Do tukaj vse lepo in prav. Danes, ko smo pa hoteli o tem razpravljati, smo pa ugotovili, da pač ta razprava ne bo možna, ker se je žal tako Poslanska skupina Svobode kot Levice odločila za obstrukcijo. To je seveda njihova pravica, so pa s tem pokazali tudi nezaupnico slovenski znanosti, predvsem pa so pokazali, da se bojijo odprte razprave. Zdaj pa nazaj k predsedniku vlade, ki je takoj ob nastopu mandata povedal, da se bo prizadeval za spremembo prehranskih navad oziroma za manj mesa in več zelenjave. Do tukaj je vse lepo in prav, dokler ta vlada ni ustanovila strateškega sveta za prehrano, v katerem so bili najprej tako rekoč sami vegani. Potem, ko se je drugi del stroke, to je prehrambena stroka in pa tudi kmetijska stroka, nekoliko zbudila, so ta strateški svet povečali z veliko ljudmi, ki pa potem očitno ni bil po sestavi takšen, da bi sledil tej vegetarijanski agendi. In ta svet, ki je bil za to ustanovljen, prehranskih smernic v resnici ni pripravljal. Bila je iz tega sveta ustanovljena manjša skupina strokovnjakov, v katerih je izrazito pomanjkanje ljudi, ki so bili danes vabljeni na to razpravo. Se pravi, dejanski strokovnjaki, ki celo življenje v prehrani delujejo in ki so tudi pripravili prejšnje prehranske smernice. Torej, ta skupina ljudi je pripravila prehranske smernice in jih potem dejansko že leta 2024 poslala v recenzijo širši javnosti. Vendar pa ste tukaj prvič zagori rdeča lučka. Vsi ti strokovnjaki, ki so pripravljali, in oni, ki naj bi te smernice recenzirali, so morali podpisati izjavo, da bojo celo življenje, ne samo za čas priprave smernic, celo življenje to, kar bojo tam prebrali, varovali kot skrivnost. In tisti, ki tega niso želeli podpisati, jim je ministrica s sklepom to določila, se pravi varstvo podatkov. Zato je moje prvo javno vprašanje, kaj je lahko skrivnost o tem, kaj bomo jedli in kaj je zdravo in kaj ni zdravo. Kako je lahko to doživljenjska skrivnost? Tukaj nam mora zagoreti rdeča lučka, ker pri prehrani ni skrivnosti, saj to ni NASA, to ni NATO. Torej, zato so nekateri strokovnjaki bili zaradi tega razočarani, pa so vseeno delali in so vseeno dali svoje pripombe. Tudi NIJZ je dal svoje pripombe. Vendar, tako strokovnjaki nikdar niso dobili odgovora na te svoje pripombe. Te smernice so potem v obliki strokovnega članka romale v znanstveno revijo v Basel, kjer naj bi bile objavljene. In tam v uvodu tega strokovnega članka piše, da gre za sprejete smernice.
In tu pa naletimo na veliko laž. Kajti smernice ne more sprejeti 1, 2 ali 3 strokovnjaki ali pa predsednik vlade. Sprejeti jih mora najmanj Nacionalni inštitut za javno zdravje, najmanj NIJZ. Lahko jih potrdi vlada, ampak hrana, veste, hrana je tisto, kar jemo vsak dan. Smernice so tiste, ki nam povedo, kaj in koliko naj jemo, da bomo svoje telo ohranjali zdravo in čilo. In zato te smernice ne morejo biti političen projekt in ne morejo biti skrivnost, ampak morajo doživeti najširšo možno strokovno razpravo. Tudi o tem smo danes želeli tukaj govoriti. Ampak nazaj k tistemu strokovnemu članku. In ko so strokovnjaki, kot je dr. Benedik, kot je dr. Praus, kot je dr. Battelino, kot je dr. Kaj je že, bom pogledala, dr. Gabrovac, kot je dr. Rotovnik, Kozjakova, ki dela to so večinoma ljudje, ki delajo na UKC-ju. Kot so ti ljudje dejansko zvedeli, da naj bi bil ta članek objavljen in govori čisto neresnico, in tukaj gre pa zdaj za mednarodni ugled, so dejansko pisali uredniku revije, da v tem članku ni resnica. Ni resnice o tem, kako je šel postopek sprejemanja smernic in da tudi te smernice največji strokovnjaki seveda ne podpirajo. In zdaj zagori druga rdeča lučka. Ti strokovnjaki dobijo, tako komercialna televizija, dobijo nazaj odgovor iz Basla, da je te smernice odobril za objavo sam predsednik vlade. Tukaj pa ne gori več 1, ampak 3 rdeče lučke. Ker ko bo katerikoli predsednik vlade povozil znanost in nekaj odobril mimo znanosti, potem smo na nevarni poti. To več ni bivša država, to je še nekaj hujšega. In to je tisto, na kar sem želela danes opozoriti oziroma zvedeti iz strani strokovnjakov, ki so sodelovali in nikoli niso dobili odgovora, kaj mislijo in kaj želijo. In sklepi so bili pravzaprav naravnani v to smer. Naj te smernice postanejo del široke javne razprave, vsaj strokovne, in naj jih sprejmemo tako, kot smo jih sprejemali do zdaj, preko institucij, ki so za to ustanovljene in pooblaščene. Kajti, kot sem rekla, te smernice niso samo pomembne za nas posameznika, ampak so pomembne za javno prehrano, kar pomeni, da na osnovi teh smernic se načrtuje prehrana v javnih zavodih, začenši od vrtcev, šol, bolnic in tako naprej. Se pravi, jasno je, prvič, da namen gotovo ni bil dober, ker kdo ima dober namen, ne skriva nič pred javnostjo. Namen gotovo, da ni bil pravi, ker kdo ima pravi namen, upošteva stroko, posebno takrat, kadar govorimo o zdravju naroda. Namen je bil tudi škoditi slovenskemu kmetu, kajti predlagam vam, da pogledate te smernice. Te smernice tako rekoč izločujejo živila živalskega izvora. Beri, črtajo slovensko živinorejo. Slovensko kmetijstvo temelji na slovenski živinoreji. Drugo po Evropi, kot na primer v Franciji, je ravno ministrstvo za kmetijstvo zaščitilo svoje tradicionalna živila in preprečilo sprejem takšnih smernic, ki bi šle preveč v vegetarijansko agendo. Pri nas ga pa ni junaka. Pri nas ga pa ni junaka, ki bi rekel ne tej ideologiji, tej zeleni vegetarijanski ideologiji, ki jo v tem trenutku pri nas pač poosebljata predsednik vlade in njegova žena.
Ona dva imata pravico živeti, kakor njima paše. Nimata pa pravice spregledati stroke in dajati ljudem škodljive nasvete, ker ne pozabite, vedno je odzad denar. Tudi tukaj. Kajti, če bomo nezdravo jedli, bomo pač kupovali tablete. Tiste tablete, ki se jim reče prehranski dodatki. In potem bo nekdo služil. In eden od vidnih članov te delovne skupine in prijatelj na Facebooku in na drugih družbenih omrežij, gospe Tine Gaber Golob, je tudi človek, ki dela za podjetje, ki služi denar s tem, da vam namesto zdrave hrane prodaja prehranska dopolnila. Kako praktično. Jaz upam, da bomo vendarle po volitvah, ker zdaj smo preblizu volitev, da bi karkoli ta vlada odreagirala, da bomo po volitvah, kdorkoli bo na oblasti, te smernice potegnil na plano, jih dal v široko razpravo in da bomo končno dobili seveda nove, sodobne smernice, ki bojo na eni strani podpirali zdravo prehranjevanje ljudi in na drugi strani ne bojo uničevali slovenskega kmeta. Tega nam je dovolj. Današnja seja, čeprav sem političarka, ni bila sklicana politično. Ves čas tega mandata opozarjam na določene probleme v kmetijstvu, na določeno slabo, da ne rečem nikakršno delo Uprave za varno hrano. In navsezadnje sem zato dolžna za konec mandata tudi opozoriti na to nesprejemljivo dejanje oziroma odnos do znanosti, do ljudi in do slovenskega kmeta. Hvala lepa.